Se pravi, najprej mogoče za začetek, danes smo imeli namen v bistvu prikazati, za kakšne vse namene se uporablja superračunalništvo, ne. Kje je ta širina v industriji, ne. Zato so bili tako raznoliki primeri in tako različne aplikacije, da si vsak v bistvu malo vzame zase neko stvar, ne. Ampak kaj je bistveno, ne? Bistveno je to, da superračunalnik je tisti, bom rekla, vaš najboljši sodelavec, ki vam lahko podpre v bistvu vaše delo proti neki inovaciji, ne. Se pravi, vam pospeši vaše procese, pomaga pri optimizaciji, podatkovna analitika zaradi boljših odločitev in tako naprej, ne. Energetska učinkovitost, da pač o nekih prihrankih stroškov, materialov, testiranj in tako naprej ne govorimo, ne. To so nam naši kolegi in govorci pred nami zelo dobro predstavili, tisti, ki ste vsi poslušali, mislim, da so bili res dragocene informacije. In potem, zakaj tukaj Slink, ne? Slink je, se pravi, nacionalni kompetenčen Slink in Slink malo v širšem pomenu je današnji organizator tega dogodka. In tukaj mogoče eno besedo več, kako pa mi kot Slink podpiramo industrijo, zakaj smo tukaj za vas, za podjetja, ne. Se pravi, podjetje bi rado bilo nekje v ospredju, ne, bolj kot v ospredju, bolj konkurenčno, ne, lovimo tisto konkurenčnost, ne, v globalnem smislu. Te imaš tisti wow moment, kaj bi naredil in potem rečeš, ok, superračunalnik, se vsi govorijo o tem, ne, pa superračunalnik, umetna inteligenca, tudi jaz bi, ne. Potem pa pride, ko se začneš potem ona faza pripravljati, kaj bi počel, kako bi naredil naslednje korake, ne. Se včasih zadenemo, ne, zato je spet odvisno, govorimo od podjetij, ne, govorimo o različni zrelosti podjetij in tako naprej. Velikost je sigurno podjetja zelo pomembna tukaj, ampak neki klasični primeri, na kaj naletijo, ne, neki SMI, ne bom govorila na splošno neki SMI v Evropi, ker še vedno se o tem pogovarjamo precej. Ne, vprašanja tudi, ki smo jih danes naslovili, se pravi, kakšen software uporabiti, katera koda, kater program, kaj narediti, katero je najboljše zame. Pol, ne, pridemo že, kaj pa zdaj s hardwareom narediti, ne, a je dovolj res oni workstation, ki ga imamo tam pod mizami, ki se zmeraj, ne, pogovarjamo s kolegi, ali je boljše v bistvu iti do nekega providerja, ne, se pravi, mogoče do Vega ali pa tudi tam do Arctorja, ne, do naših kolegov, do naših fantov. Ali vzeti pay as you go, iti na cloud, ne, en kup vprašanj, kjer je sploh primeren, kako narediti to, ne. In potem še en kup drugih vprašanj za tem, ne, se pravi, mislim, da nimamo v hiši mogoče pravega personela, ne, nekoga, ki nam zna te stvari pomagati portati, razumeti v bistvu, ne, konec koncev treba tudi nekaj razumeti, da pridemo do superračunalniških tudi rešitev in branja podatkov in outputov, ne. Kakšen bo naš strošek, ne, to zanima zmeraj našega direktorja, ne, ki ga vprašaš vedno, kakšen bo strošek, ne, oziroma kakšen bo naš return on investment, ne. In na koncu zaupanje, ne. Se pravi, security podatki, to so precej občutljive teme, ne, tam mislim, da ne bi dosti več izgubljala besed, no. In tukaj je potem nastal že kar nekaj cajta nazaj ideja, se pravi panevropska ideja, da se ustanovi v teh 33 državah članicah nacionalni kompetenčni center. Eden od njih je tudi Slink v Sloveniji. In poanta teh centrov je, da smo zbrani tukaj partnerji, ki lahko ponudimo podjetjem, tudi ostalim, recimo javni upravi, raziskovalcem, ne, in ostalim akterjem, nek support v najširšem možnem smislu, bom rekla, sami adaptaciji na tehnologijo, uporabi tehnologije in podobne zadeve, ne. In tukaj smo partnerji, ne, Arctur kot edino podjetje, sicer konzorcij, ampak imamo potem še tukaj naše nepogrešljive partnerje, Univerza v Ljubljani, Arnes, Inštitut Jožef Štefan in pa potem Univerza v Mariboru. In zdaj, kako začeti, ne, kako mi začnemo nekako delati z SMI, je to, da jim ponudimo HPC for SMI tool ponavadi. To smo slišali danes že malo večkrat. Mogoče čist v moment, se pravi, to je digitalno orodje, ki je pripravljeno pravzaprav za podjetja, nagovarja 3 sklope, Readiness, Cloud in HPC, vzame vam približno 30 minut, je malo bolj kompleksen vprašalnik, včasih treba pauzirati, mogoče koga poklicati, da kaj pomaga.
ampak na koncu, ko se ga submita, v bistvu se vsak podjetje prejme detajlen report, kompleksno poročilo in tukaj smo potem partnerji Slinga, ki pomagamo to poročilo razumeti. Ne, se pravi, gre se za to, da se ugotavlja, kako zrelo je podjetje za uporabo superračunalniške tehnologije. In od tu naprej smo potem partnerji tisti, ki pomagamo podjetju nekako pravilno, čim bolj pravilno sugerirati, ga usmirjati, kaj ne počne, na kakšen način, s katerimi aktivnosti, da pride do tistega zgornje stopničke, se pravi teh success stories, se pravi do nekega uspešnega zaključka. Zdaj, kako to ponavadi gre, gre z več smeri. Ena smer je sigurno ta, da mi naslavljamo podjetja, skozi razne dogodke nas srečate, mailing liste, komunikacijo, tudi včasih 1 na 1 se srečamo in tako naprej. Ampak smo pa tudi zelo veseli, da se zmeri več podjetij, v bistvu nas poznaj, se hkrati sami naslovijo na nas. Se pravi, ali je to na nek naš kontakt, ki ga imamo na Sling.si strani, ali pa preko reševanja HPC Forest Semitula, ko dobimo report, v bistvu mi potem kontaktiramo podjetje in začnemo ta, se pravi, journey skupaj. Sledi pač prvi uradni sestanek, kjer se prosto spoznamo s podjetji, z njegovimi potrebami, željami, predvsem pa temi, bom rekla, izzivi, ki jih ima. In potem v bistvu iz vseh teh, bom rekla, podatkov, analiz, pogovorov dogovorimo, kaj najbolj ustrezna momentna pot, tudi glede na potrebe podjetja, oziroma kaj si želimo skupaj doseči. In seveda imamo tukaj nek nabor storitev, ki so za podjetja brezplačna. Danes smo jih kar že nekaj spoznali, se pravi, poleg nekih konzultacij, treningov za podjetja, 1 na 1 izobraževanj, imamo tudi, se pravi, uredimo dostope do superračunalniške infrastrukture, neko testiranje, se pravi, razvoj tako imenovanih proof of conceptov in pa mogoče, kar je vredno omembe, tudi pomagamo pri pridobivanju nekih nepovratnih sredstev skozi različne odprte kole, se pravi skozi open calls, oziroma povezujemo v neke konzorcije, predvsem na R&D področju. Pač to sodelovanje podjetja z raziskovalnimi inštitucijami za nek razvoj inovacije je izredno pomembno. Se pravi, kaj recimo lahko skupaj ustvarjamo, kogar bi zanimalo, smo na voljo za več podatkov, ampak sum up. Se pravi, razvoj proof of concepta je v bistvu relevanten za podjetja, ki bi rada nekaj potestirala, bi rada nekaj razvila, bi rada skalala ali pa preizkusila neke sisteme. Tako da, kako zadeva gre, tako da nas kontaktirate, da se dobimo, pogovorimo o vaših potrebah, naredimo skupaj neke časovnice in se pravi korake, kako bomo prišli do cilja in potem vam pomagamo naprej, ocenimo, kakšne imate potrebe po licencah, po Accessu, ali je to Arctur, je to Vega, je to kakšen drug sistem, ker v operaciji imamo tudi ta evropski sistem superračunalnikov. In potem začnemo preprosto z izvedbo. To je vse case by case. Tukaj čisto 2 primera, ki smo jih naredili kot zadnja, se pravi, smo delali eno CFD simulacijo z podjetjem Insilico, ki je sicer hrvaško podjetje, ampak že kar precej časa sodelujemo tudi skozi druge aktivnosti in pa novogoriško podjetje Gostol Gopan, ki v bistvu ima neke proizvodne linije in delamo z njim kar nekaj različnih stvari. Tako. In pa seveda, kar bi še tukaj povabljala ali pa poudarila, se pravi pridobivanje nekih nepovratnih sredstev za razvoj. Danes smo slišali, se pravi, Sašo nam je predstavil njihov primer, kako so oni naredili optimizacijo na teh ultraletalnikih s pomočjo tega Fortissimo projekta in pa še potem malo kasneje so imeli naši prezenterji so imeli, da so naredili prijavo. In nas pač tudi veseli, da bo zdaj prvi koli zaključen, gre za projekt Fortissimo. V sklopu projekta Fortissimo bodo objavljeni 4 open calli, naslednji šele poleti 2025. Gre pa za to, da v bistvu se ponudi 2 tipa
razpisov. Eni grejo za to klasično aplikacijo HPC-ja in umetne inteligence. Tukaj se v bistvu podjetje povežejo v nek konzorcij skupaj še z 2 do 4 partnerji, ne glede na to, ali so podjetja ali raziskovalne inštitucije, kjer gre za to, da podjetje, ki še nima izkušenj v superračunalništvu, s pomočjo partnerjev v bistvu razviva v toku 15 mesecev svoj case. In zato dobi do 200,000 evrov nepovratnih sredstev. Drugi tip kola pa so namenjeni tako imenovanim LLM-em. Gre za v bistvu razvoj s pomočjo generativne umetne inteligence in pa tukaj lahko podjetje tudi samostojno ali v konzorciju v teku 10 mesecev razvije svoj case in pa pridobi do 300,000 evrov nepovratnih sredstev. Zdaj, kaj več o teh zadevah vabim, da skenirate kodo. Zunaj imamo tudi knjigice iz preteklih Fortissimov in so tako enkratne zgodbe, ki so jih napisala tudi slovenska podjetja in na različnih sektorjih se velja pogledati, no, tako, če ne drugega, za dobiti dobre ideje. Torej, tista podjetja, ki bi razmišljala o tem kolu, vabljeni, da pristopite, ker na partnerji Slinga pomagamo pri svetovanju, povezovanju, razvoju ideje, konec koncev. In ukolikor ideja ni uspešna na kolu, smo tukaj tudi odprti, da poskušamo zapeljati kakšen POC ven iz tega, recimo, vsaj. No, toliko z moje strani, kako začeti. Tukaj imate nekaj kontaktov, partnerji smo tukaj zunaj, tako da hvala za pozornost in upam, da se vidimo na naslednjih dogodkih, če ne prej. Samo še o delavnicah, kakšno rečeva, katere so na voljo, kam lahko gredo, če jih zanima? Se pravi, delavnice začnejo ob 5, tako da imamo tisti, ki se prijavili, iskreno, ne, torej veste, kateri ste, no, ker je bila kar velik interes in mi žal ne moramo ponuditi dodatnih prostih mest. Tako. Bomo pa sigurno ponovili, ker je bil interes velik. Tako da naša stran in bojo informacije vse javne. Tako, hvala lepa.